Predstavljajte si junij 2025. Konflikt, ki je desetletja samo brbotel pod površjem, nenadoma eksplodiral v odprto vojno. 12 dni, ki so pretresli celoten Bližnji vzhod in svet postavili na sam rob prepada. Poglejmo si, kako se je vse skupaj odvijalo. In kako se je vse skupaj začelo? No, z eno samo, a izjemno odločilno vojaško operacijo, katere ime je nosilo globok zgodovinski pomen. Torej, 13. junij 2025. To je dan, ko je Izrael sprožil res nenaden in obsežen napad na ključne iranske vojaške, pa tudi jedrske objekte. In s tem se je desetletja dolgo sovraštvo prelilo v čisto pravi neposredni spopad. In kako so to utemeljili? Takratni izraelski premier Benjamin Netanjahu je bil zelo jasen. Njegove besede so bile: to je jasna in neposredna nevarnost za samo preživetje Izraela. S tem branimo tudi naše arabske sosede. Napad je torej predstavil kot nekakšen preventivni udarec, nujen za zagotovitev regionalne varnosti in, seveda, lastnega obstoja. Ampak, da bi res razumeli, kako je sploh lahko prišlo do te točke, se moramo nujno ozreti malo v preteklost. Poglejmo si, kako se je ta odnos med državama v resnici spreminjal skozi čas. Tale časovnica res pokaže osupljiv preobrat. Začelo se je leta 1948, ko je bil Iran ena prvih držav, ki je sploh priznala Izrael. Potem, leta 1957, so ZDA celo pomagale vzpostaviti iranski jedrski program. Seveda, pod šahom. No, potem pa pride leto 1979 in iranska revolucija. Vse se obrne na glavo. Nova islamska republika preprosto prekine vse odnose in če skočimo v novejši čas, leto 2015 jedrski sporazum JCPO, ki naj bi vse skupaj umiril. Ampak, kot vemo, so leta 2018 ZDA enostransko odstopile in Iran je spet začel z bogatenjem urana. To je bil tisti ključni moment, ki je napetosti spet prižgal do konca. Še preden je pa prišlo do tega direktnega spopada, se je konflikt večinoma odvijal, recimo temu, preko posrednikov. Iran je namreč zgradil celo mrežo zaveznikov, ki jo poznamo kot os upora. Zakaj takšno ime? No, oni sami se vidijo kot nekakšen branik pred ameriškim in izraelskim vplivom v regiji in preko teh skupin, kot so Hezbolah in Hamas, so v bistvu izvajali stalen pritisk na Izrael. No, in kaj je bilo tisto, kar je te dolgoletne napetosti končno pripeljalo do vrelišča, do odprte vojne? Ja, odgovor se skriva v jedrskem vprašanju. Sporazum JCPOA. To je bil v bistvu poskus diplomatske rešitve. Ideja je bila precej preprosta. Strog mednarodni nadzor nad iranskim programom, v zameno pa gospodarske olajšave. Ampak ko so Združene države leta 2018 enostransko izstopile, je to Iranu odprlo vrata, da je spet pospešil svoj program. Nadzora ni bilo več, nezaupanje pa je samo raslo. In pridemo do te številke, 409 kg. To je res ključna številka. Zakaj? Ker je to količina do 60% obogatenega urana, ki naj bi jo Iran nakopičil do maja 2025. In to je raven čistoti, ki je, nevarno blizu tisti, ki je potrebna za jedrsko orožje. In tukaj vidimo dve popolnoma nasprotujoči si zgodbi. Na eni strani Izrael, ki je trdil, da gre za neposredno eksistencialno grožnjo, da Iran aktivno razvija bombo. Na drugi strani pa Iran, ki je ves čas vztrajal, da je program miroljuben in se celo skliceval na verski edikt, fatvo, ki prepoveduje jedrsko orožje. Popolnoma dva svetova. In potem so se dogodki začeli odvijati res hitro, pravo odštevanje do vojne. Najprej, leta 2024, serija medsebojnih napadov, ki so že malo oslabili iranske zaveznike. Potem, aprila 2025, so ZDA postavile ultimat, dvomesečni rok za nov sporazum. In potem, čisto na koncu, 12. junija, Mednarodna agencija za jedrsko energijo prvič v 20 letih uradno ugotovi, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti. Naslednji dan, 13. junija, rok poteče in Izrael sproži operacijo. Vsak korak je bil kot prilivanje olja na ogenj. Ta začetni udarec se je seveda hitro razvil v nekaj veliko večjega. V obsežen spopad na več frontah, ki je v konflikt potegnil tudi druge. Odziv Irana bil je silovit. Govorimo o več kot 550 balističnih raketah in več kot 1000 samomorilskih dronih, ki so poleteli proti izraelskim ciljem. To res pokaže, kako obsežen je bil ta povračilni udarec. In seveda, vzporedno s spopadi na terenu je potekala tudi informacijska vojna. Megla vojne, bi lahko rekli. Poglejte te številke. Popolnoma se razlikujejo. Obe strani sta navajali drastično drugačne podatke o žrtvah in škodi.
To je ustvarjalo ogromno zmede in negotovosti o tem, kaj se v resnici dogaja. In potem je konflikt dosegel čisto novo raven. 22. junija so v zgodbo neposredno vstopile Združene države. Niso bile več samo v obrambni vlogi, ampak so izvedle direkten napad. Bombardirale so 3 iranske jedrske objekte. To je bila res pomembna zaostritev. No, po 12 dneh res intenzivnih spopadov je bilo po posredovanjem ZDA končno sklenjeno premirje. Ampak, čeprav se je streljanje ustavilo, so temeljni vzroki konflikta ostali popolnoma nerešeni. Regija je ostala v stanju neke napete negotovosti. In takoj po premirju, zmeda, pojavile so se popolnoma nasprotujoče si ocene o tem, kaj je operacija sploh dosegla. Medtem ko so nekatere ameriške obveščevalne službe trdile, da je bil učinek minimalen, da je program upočasnjen le za nekaj mesecev, je Pentagon trdil drugače. Govorili so o 1 do 2 letih. Ta neskladja kažejo, kako negotovo je bilo vse skupaj. Posledice te kratke, a res silovite vojne so bile pa globalne. Poglejmo. Iran začne postopek izstopa iz ključne pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. To je pretreslo temelje mednarodne varnosti. Potem ZDA morajo začasno ustaviti pošiljke orožja v Ukrajino, ker jim zmanjkajo zalog. To pokaže, kako prepleteni so današnji konflikti. Hkrati pa se je geopolitični razkol med Zahodom ter Rusijo in Kitajsko samo še poglobil. Skratka, svet je postal še bolj nestabilen. In tako pridemo do konca, z vprašanjem, ki ostaja odprto. Primirje je res da ustavilo spopade, ampak ali je rešilo temeljni problem? Niti ne. Prihodnost regije tako ostaja popolnoma negotova, odvisna od naslednjih potez v tej res nevarni geopolitični igri. Je bil to konec vojne ali morda le konec začetka?